Andreja. Evo, mi smo spet na poti. Tokrat sicer ne gremo za zelo dolgo časa, ampak zgolj za en taker hiter 3-dnevni velikonočni dopust. Namenjen bo pa bolj kot ne našemu najmlajšemu popotniku. Se pravi, gremo nekam, kjer bo nadvse užival, ker včasih moraš pač tudi potovanja prilagoditi tistim, ki te spremljajo. No, in mi šibamo v Legoland. Tako da zdaj, včeraj smo zelo pozno popoldne štartali in nismo prišli dlje kot do Kimseja. Tam smo se na enem PZA-ju ustavili, prespali, v bistvu zelo solidno, tudi cenovno, ugodno. Tako da zdaj pa že naprej, štartali smo že takoj po zajtrku, ker se nam seveda mudi, zlasti Renu. In poglejmo, no, jaz upam, da nam bo vreme naklonjeno in Legoland, here we come! Legoland ima seveda cel kup raznih hotelov, mobilnih hišk, potem tudi nekakšnih sodov, v katerih se da spati. Sodi so brez kopalnice, mobilne hiške imajo pač kopalnico, nimajo sicer kuhinje. Potem so pa seveda še tematsko narejeni hoteli. Ne smemo pa pozabiti, da je tukaj tudi kemp za, se pravi, kemperje. No in mi smo tukaj in v bistvu 5 minut stran gremo peš po potki posebni do drugega dela vhoda Legoland. Legoland ima 2 vhoda, eden tisti glavni in potem še ta stranski za vse tiste obiskovalce, ki tukaj tudi prenočijo. Malo smo študirali, da smo v Legolandu preživeti en dan ali 2. Potem smo se pa odločili za 2, no, in mislim, glede na ta prvi dan, nam ne bo čisto nič žal, ker je še kar nekaj stvari ostalo za jutrišnji dan. V bistvu je fajn 2 dni, ker se nam potem tudi ni mudil, pa še, ker je bil vikend, pa še velikonočni, se pravi praznik, je bilo še toliko več ljudi, pa smo se malo čakali, no. Tako da super za 2, priporočam. Malo se kužvamo, samo bomo preživeli. Je ful fajn, tako da se splača počakati. Mi smo vstopnice za Legoland kupili že v januarju, ker je bila na njihovi spletni strani ena akcija, v bistvu polovična cena vstopnic in še to je enodnevna vstopnica pravzaprav veljala za 2 dni. No. Zato smo pol tukaj tudi 2 dni, 2 noči. Pa mislim, da smo se kar prav odločili, ker je toliko enih stvari in tudi gneča ni ravno na tej strani, da si zelo hitro na vrsti. Tako da zdaj se nam saj nič ne mudi, lepo nikamor ne hotimo, od atrakcije do atrakcije, čas imamo za igranje, za kosilo. Tako da 2 dni mislim, da je kar fino, da si rezervirate za Legoland. Danes imamo pa še celo sonček. Ha, zakon. Še več zanimivosti, pa še zebel nas ne bo. Pomanjkljivost rezorta je pa ta, da čez dan restauracije ne delajo, tako da morate nujno v Legoland parku jesti. In v bistvu restauracije se šele odpirajo po 5. uri, no, zjutraj, po 5. uri popoldne, tako da imejte to v mislih, no, da se ne pohecnete tako, kot smo se mi. Kar se cen v restauracijah tiče, pa moram reči, no, da sem presenečena, da so nekako normalno nemške. Ni nekega nabijanja, zato ker smo v Legolandu, da bi bilo potem še vse skupaj precej dražje. Ren je rekel, da bi tukaj živel, oziroma bi bil tukaj še kar še in še in še. Tako da mislim, da nismo bili zadnjič, no, ampak vsekakor Legoland je odlična zadeva za družine, z otroki. Nekako od 110 cm so tiste meje, ko gre lahko otrok že skoraj na vse atrakcije. Tako da če je vaš otrok 110 cm visok, mislim,
razen da ga je kaj strah, da ne bo šel, za njega praktično ne bo ovire. Že sem ta kompleks s hoteli, kempi, mobilnimi hišicami, pa je v bistvu ogromno nekih igral, tako da se mi zdi, da tudi če ne bi šel človek v Legoland, bi otroci ful uživali. Res igrala imajo pa res top. Mi gremo počasi proti domu, vmes še kakšen postanek naredimo, ampak to je to za ta trip. Več o Legolandu bo objavljeno na blogu, vse podrobnosti od hotelov do kempov, vstopnin, v glavnem vse, kar boste rabili, če se boste tudi vi odločili, da greste v Legoland. Počekirajte blog, mi pa že manjka čez 2 tedna šibamo na novo destinacijo, tako da se vidimo kmalu. Čau, čau!